Vojni zločini, lažna znanost, smrtonosni stranski učinki in temna resnica o tem, ali sploh želijo, da ozdravite. To so najbolj nore zarote velike farmacije, ki so se izkazale za resnične. Številka 14. Glavni korporativni mediji lažejo in pripisujejo sodobno epidemijo opioidov tujim narkokartelom. Resnica pa je, da sta velika farmacija in ameriška vlada skoraj stoletje tajno dogovarjali, da bi služili denar na račun zasvojenosti in smrti. In vse se je začelo z drugo svetovno vojno in moškim po imenu Harry J. Anslinger, pravim arhitektom vojne proti drogam. A njegova prava vojna je bila proti tistim drogam, od katerih on in njegovi prijatelji niso mogli zaslužiti. Anslinger je sovražil droge s tako gorečo strastjo, da je postal prvi komisar Zveznega urada za narkotike. Ostal je na položaju in ohranil svoje vodstvo skozi predsedovanja Herberta Hooverja, Franklina D. Roosevelta, Harryja S. Trumana, Dwighta D. Eisenhowerja in Johna F. Kennedyja. Njegov mandat je trajal 32 let. Jasno je, da je bil strasten zagovornik prepovedi, vendar so bile v ozadju še globlje motivacije. Po knjigi Normana Ohlerja Tript, nacistična Nemčija, CIA in začetek psihedelične dobe je Anslinger sklenil pomemben dogovor leta 1939, medtem ko je divjala druga svetovna vojna, 2 leti preden so ZDA uradno vstopile v vojno. Če so nas nedavni konflikti česa naučili, je to, da vojna vedno prekine dobavne verige, kar seveda vključuje tudi farmacevtske izdelke. Predvsem pa eno izmed najbolj dragocenih in nevarnih vrst farmacevtskih izdelkov – opijati. Anslinger, ki mu kljub številnim napakam ni manjkalo prebrisanosti, je ugotovil, da je le vprašanje časa, kdaj bo vojna zrušila dobavne verige opija. Zato je sklenil dogovor z ameriško farmacevtsko industrijo, da močno vloži v proizvodnjo in skladiščenje ogromnih količin teh zdravil. To je zadostovalo ne le za oskrbo ZDA, ampak tudi vseh njihovih zaveznikov v drugi svetovni vojni. Mešanica javnega in zasebnega ameriškega financiranja je povzročila, da je proizvodnja opija v Iranu, Turčiji in Indiji dosegla največje možne razsežnosti ter ustvarila prave gore smrtonosnega rjavega zlata. Leta 1942, leto po presenetljivem napadu na Pearl Harbor in uradnem vstopu Združenih držav v vojno, je Anslinger pobral svoj donos na naložbo. Zdaj je bilo uvoženih več kot 300 ton opija, ki so ga v 10 tovornjakih prepeljali v Fort Knox in ga varovali agenti Anslingerjevega Zveznega urada za narkotike, oboroženi s strojnicami. Od tam so ga poslali vsem farmacevtskim podjetjem, ki so ga nato predelala v uporabna opijatna zdravila. To predvidevanje se je izkazalo za izjemno donosno. Vsi ameriški zavezniki so na koncu postali odvisni od ameriških opijatov za potrebe prve bojne črte. Ameriška farmacevtska industrija je postala dobavitelj drog zavezniškemu svetu. Kako so torej nacisti povezani z vsem tem? Po drugi svetovni vojni je bil oddelek Anslingerja odgovoren za nadzor nad prepovedanimi narkotiki v nekaterih zavezniških delih denacificirane Nemčije. Tam so se on in drugi ameriški uradniki seznanili z nacistično politiko nadzora nad drogami. Bili so učinkoviti, vsaj na papirju, če zanemarimo dejstvo, da so bili vsi ti zakoni pogosto uporabljeni kot izgovor za zapiranje Judov pod lažnimi pretvezami. Anslinger je veliko teh politik uporabil za oblikovanje svojih predlogov na Komisiji Združenih narodov za droge. Navsezadnje, če je tvoj cilj nadzorovati oskrbo, zakaj bi dovolil konkurenco? In kot boš kmalu spoznal pri naši naslednji zaroti, se ni veliko spremenilo. Številka 13. Po podatkih, DEA ima 1 kilogram, 2 vejca, 2 funta fentanila, potencial, da ubije 500 tisoč ljudi. Samo leta 2022 je število smrti doseglo vrh z več kot 73 tisoč smrtnimi primeri. Vprašaj kateregakoli ameriškega politika, predstavnika organov pregona ali medijsko osebnost, od kod prihaja, in dobil boš enak odgovor. Pretikotapljen čez vsako mejo strani mehiških in kitajskih narkokartelov. To je priročen izgovor, še posebej, če prejemaš podkupnine od pravega krivca. Če si izposodim star kliše, krivca imaš pod lastno streho in ta ti ponuja ples v naročju. Tisti zadnji del pravzaprav ni bil prispodoba. To se je res zgodilo. Farmacevtski direktor podjetja Insys Therapeutics je peljal zdravnika iz Chicaga po imenu Paul Madison v nočni klub in mu priredil ples v naročju. Vse to je bilo del širše sheme, da bi ga spodbudili, naj svojim pacientom predpisuje več njihovega izjemno močnega fentanilnega pršila, Subsys. In to je bilo del več kot $70 tisoč, ki so jih Insys in Madison izmenjali prek gotovine in daril, da bi ga ohranili kot enega njihovih glavnih predpisovalcev zdravila Subsys. Toda, kaj pravzaprav je Subsys? To je aerosolizirano fentanilno pršilo, ki je več kot 100-krat močnejše od morfija.
FDA je uradno odobrila zdravilo samo za zdravljenje bolnikov z rakom v pozni, terminalni fazi, ki imajo tako hude bolečine, da jim nič drugega ne prinese olajšanja. Tako je, Subsys je nekaj, kar bi morali jemati le, če že umirate v hudih bolečinah. Zato je od leta 2012 ubil več kot 900 ljudi. To je bilo zdravilo, ki ga je INSIS silil zdravnike, naj ga predpisujejo izven uradno odobrenih indikacij. Ker je tako zasvojljiv, že en nov pacient pomeni 6-mestni dolgoročni prihodek za INSIS. Če vam ples v naročju ni bil dovolj kičast, je kazenski proces zaradi sumljivih poslov INSIS razkril še nekaj bolj nizkotnega. Rap glasbeni video, ki so ga ustvarili, da bi zdravnike prepričali, naj predpisujejo več Subsysa. Video z naslovom Great by Choice prikazuje dva direktorja INSISa, ki rapata o svojem smrtonosnem zdravilu. Medtem tretji nastopajoči pleše naokoli, oblečen v velikansko steklenico Subsysa. Zanimivo je, da gre za steklenico s 1600 mikrogrami, kar je najvišji dovoljeni odmerek. INSIS je zagotovo eden najglasnejših in najbolj nadležnih s svojimi taktikami podkupovanja zdravnikov, vendar počnejo le to, kar počnejo vsi ostali v industriji. Analiza ProPublica iz leta 2019 je celo pokazala, da zdravniki predpisujejo več zdravil določenih farmacevtskih podjetij, potem ko prejmejo honorarje za svetovanje. Glede na te 6-mestne številke, je sklepanje zarot zdravniki očitno donosna poteza, tudi če to pomeni, da zdravniki izdajo svoje paciente. Toda v industriji, polni skrivne korupcije, obstaja več kot en način, kako bolezen spremeniti v zlato jamo. Številka 12. Medtem ko so vsi drugi trpeli zaradi pandemije COVID-19, je Pfizer imel izjemno uspešno leta in leta 2021 zaslužil 37 milijard dolarjev s svojim cepivom. Uradno je to eden najuspešnejših izdelkov v človeški zgodovini. Leto 2022 je bilo še bolj izjemno. Ne samo, da se je povečala razširjenost cepiva, ampak so dodaten zagon dobili tudi svojo tableto proti COVID-19 Paxlovidom. Imela je 90% uspešnost pri zdravljenju hudih simptomov pri sicer ranljivih odraslih okuženih z virusom. Vse to se sliši odlično na prvi pogled, saj so bili vsi ti ukrepi nedvomno izjemno koristni pri obvladovanju pandemije in so verjetno rešili milijone življenj. Toda kot pri vsem v korporativnem svetu, je tudi tukaj vedno droben tisk, za katerega res upajo, da ga ne boste pogledali. Ko gre za ta droben tisk? Skoraj nihče ne potegne kratke slamice bolj kot revno prebivalstvo držav v razvoju. Organizacija Global Justice Now je hitro opozorila, da je bilo Pfizerjevo cepivo izdelano s pomočjo podjetja BioNTech. Nemško podjetje je prejelo lepih 100 milijonov evrov dolžniškega financiranja od javne Evropske investicijske banke in 375 milijonov evrov nepovratnih sredstev od nemške vlade. To je razlog za star in žalostno resničen vic o farmacevtski industriji. Za vsa svoja zdravila plačamo dvakrat. Najprej, ko naš davkoplačevalski denar pomaga pri njihovem razvoju prek donosnih državnih pogodb, in potem še enkrat, ko moramo globoko seči v žep, da dobimo zdravilo, ki smo ga pomagali razviti z našimi davki. In to je finančno minsko polje celo za srednji razred Američanov, kaj šele za najrevnejše med revnimi na globalnem jugu. Predstavnik organizacije Global Justice Now je to najbolje povzel, ko je dejal, da bi moral razvoj mRNA cepiv revolucionirati globalni odziv na COVID. A vendar smo dovolili, da je Pfizer zadrževal te ključne medicinske informacije pred večjim delom sveta. Hkrati pa je javne zdravstvene sisteme oderuško izkoriščal z neverjetno visoko maržo. AstraZeneca je svoje cepivo ponudila precej ceneje, Moderna pa je, ji gre v čast, izjavila, da ne bo uveljavljala patentne zaščite za svoje cepivo. To je pomenilo, da so lahko ljudje v manj privilegiranih območjih proizvajali cenejšo generično različico, da bi zadovoljili potrebe svojih pacientov. Pfizer ni storil ničesar takega, saj zakaj bi? Zdaj, ko je na voljo toliko denarja, ki ga lahko preprosto posesajo, gre za pandemično dobičkarstvo v najbolj očitni obliki. Kot da bi se strinjal rešiti nekoga iz goreče stavbe, a le če se strinja, da izprazni žepe. Videli smo še bolj očitne primere tega skozi krizo COVID-19. Prišlo je do primerov, ko so velike farmacevtske družbe izrecno obdržale dobiček od vnaprej plačanih cepiv, ki so bila kasneje preklicana. To je tista vrsta brezsramnosti, ki si jo lahko privoščiš le, če si dovolj bogat in povezan, da veš, da nikoli ne boš nosil nobenih resnih posledic. Najhujši del te posebne zarote dobička pred pacientom je, da to ni niti edini primer, ko je Pfizer to storil. In pri še bolj grozljivi in smrtonosni bolezni, kot je COVID-19, so uporabili popolnoma enake sumljive trike zdravili za ljudi, ki trpijo za AIDS-om, kot je zdravilo Rescriptore.
Leta 2003 je Pfizer prekršil dogovor, ki bi zdravilo naredil bistveno bolj dostopno za ljudi v revnejših državah, ki jih je opustošil HIV in AIDS. Vse zato, ker dobički preprosto niso bili dovolj veliki. Vendar, za razliko od vpletenih v našo naslednjo pravo farmacevtsko zaroto, lahko vsaj rečete, da niso bili v posteli z genocidnimi množičnimi morilci. Številka 11. Družba Tanabe Pharma Corporation je ena najmočnejših farmacevtskih družb na Japonskem. Njene začetke pa lahko zasledimo vse do leta 1678. Tako je, to je skoraj 350 let staro podjetje. Zaradi svoje starosti, združitev, preimenovanj in dejstva, da farmacevtska podjetja pogosto pridobijo slab sloves, je večkrat spremenilo ime. Do leta 2025 se je imenovalo Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Predtem je delovalo pod številnimi različnimi imeni, vključno z Mitsubishi Tokyo Pharmaceuticals in Well-Fight Corporation, ki sta se združili leta 2001. Pravi predmet zanimanja tukaj je Well-Fight Corporation. To podjetje je nastalo z združitvijo dveh drugih subjektov leta 1998, Yoshitomi Pharmaceutical Industries Limited in Green Cross Corporation. Seveda Green Cross Corporation ni bila brez škandalov. V poznih 80-ih letih so povzročili, da je približno 3000 ljudi, ki so uporabljali njihove krvne izdelke, zaradi kontaminacije zbolelo za HIV. Tehnologija je bila znana kot nevarna, vendar so jo kljub temu dali na trg. Pa lahko res pričakujete kaj drugega, ko je eden od ustanoviteljev, eden najbolj brutalnih in sadističnih vojnih zločincev v živem spominu? Tako je. Eden od ustanoviteljev je bil Masaji Kitano, drugi poveljnik enote 731 oddelka za raziskave kemičnega in biološkega vojnega orožja. Njihovi zločini proti kitajskemu ljudstvu so eni najbolj grozljivih, kar jih je bilo kdaj zabeleženih. Namenoma so povzročali ozebline, da bi videli, kako to uničuje človeško telo. Žive ljudi so uporabljali kot tesne lutke za puške in bajonete. Amputirali in vivisekcijo so izvajali na pacientih pri zavesti. Namenoma so ljudi okužili s sifilisom in kugo. S prisilo so povzročali nosečnosti. Ljudje so bili stradani, zmečkani, pohabljeni, ubrizgavali so jim živalsko kri. Če bi poskušali našteti vse grozote, ki so jih storili v enoti 731, bi to zapolnilo celoten ta video. In eden izmed glavnih vodilnih za vsem tem je odšel brez posledic. Svetoval pri ameriških vojaških programih in nato pomagal ustanoviti Green Cross. Vemo zagotovo, da v ekipi ni bil le en član te pošastne enote. Rjoshi Naito je bil prav tako tesno vpleten v Green Cross. Ni bil le vpleten v grozodejstva enote 731, ampak je sodeloval tudi v povojnih prizadevanjih vlade, da prikrijejo najhujše izmed njihovih skupnih zločinov. In najstrašnejši del je, da jim je uspelo. Predstavljajte si to takole. To bi bilo tako, kot da bi ugotovili, da sta Heinrich Himmler in Eichmann umrla od starosti in bila v upravnem odboru podjetja Pfizer. In kot boste kmalu izvedeli, sta velika farmacevtska industrija in neetični poskusi na ljudeh vse prej kot anomalija. Številka 10. Ponovno se vračamo k Pfizerju, ki ima precej dolgo kazensko kartoteko, ko gre za izjemno zlovešče farmacevtske zarote. Ta ima pravno potrjeno število žrtev. Leta 1996 je grozljiva epidemija meningitisa pustošila po Nigeriji za skoraj 110 000 primeri in skoraj 11 700 smrtnimi žrtvami. Svetovna skupnost, tako javna kot zasebna, je združila svoje vire, da bi se odzvala na potrebe krize. Ena od teh organizacij je bil seveda Pfizer, ki je opazil priložnost, da ubije dve muhi na en mah. Žal so na koncu povzročili veliko več žrtev. Pfizer se je odločil, da je izbruh meningitisa popoln čas za novo klinično preizkušanje enega od njihovih zdravil, Trovan. Zdravilo je bilo odobreno strani FDA za zdravljenje odraslih, vendar testiranja na otrocih na Zahodu niso bila izvedena, iz očitnih razlogov. Nigerijski otroci, ki niso imeli druge možnosti, so se zdeli kot varnejši poskusni zajčki. Morda bi bili nekateri med njimi celo ozdravljeni v tem procesu. Teoretično zmaga za vse. Toda vse v zvezi s tem, kako je Pfizer izvajal te teste, je bilo izjemno neetično in nekateri bi rekli celo naravnost zlobno. Od staršev otrok, ki so prejeli Trovan, niso pridobili informiranega soglasja. Nikoli jim niso povedali, da so bila zdravila, ki so jih uporabljali pri njihovih otrocih, eksperimentalna. Te eksperimente so celo izvajali v bolnišnicah, kjer so osebje zdravnikov brez meja zdravili bolnike s preverjenimi in legitimnimi metodami. 200 otrok je prejelo Trovan, 11 jih je zaradi tega umrlo. Mnogi drugi so se soočali z izčrpavajočimi stranskimi učinki, motnjami govora in sluha, slepoto, odpovedjo jeter, paralizo in nevrološkimi motnjami. Staršem so rekli, da obstaja upanje za ozdravitev, namesto tega pa so bili njihovi otroci pohabljeni v kliničnem preizkusu zdravil ameriškega farmacevtskega velikana. To je veliko Nigerijcev videlo kot neposreden politični napad Zahoda na večinsko muslimansko prebivalstvo v državi.
In če ta grozljiv dogodek sam po sebi ni bil dovolj slab, je pustil trajno in izjemno nevarno dediščino skepticizma do cepiv v več afriških državah. Do leta 2022 je bilo cepljenih le 23% ljudi po vsej celini. Dogodki, kot so smrtonosna preizkušanja podjetja Pfizer, so bili glavni razlogi, da so te številke ostale nižje od praga čredne imunosti. Vse, kar je Pfizer zaradi tega utrpel, je bil slab ugled v medijih ter domnevna izvensodna poravnava v višini $75 milijonov z lokalno državo in $175,000 štirim družinam umrlih otrok leta 2009. To je za njihovo letno dobičkonosnost zgolj zaokrožitvena napaka. Zdravila so draga, vendar nujna. Kaj pa, če je eden največjih razlogov, zakaj so zdravila tako draga, v resnici le velika laž? Številka 9. Če bi želeli najti živi simbol vsega, kar javnost prezirajo glede velikih farmacevtskih podjetij, ne bi mogli najti boljšega kot zloglasni, tako imenovani farmacevtski frajer Martin Shkreli. Leta 2015 je prišel na naslovnice, potem ko je s svojim podjetjem Turing Pharmaceuticals pridobil življenjsko pomembno zdravilo za toksoplazmozo, Daraprim. Nato je zvišal ceno s $13,50 na tableto na $750. To je bilo eno najbolj brezsramnih dejanj korporativne pohlepnosti, celo za industrijo, ki je polna takšnih dejanj. Da bi okarali Shkrelija, je skupina najstniških fantov v Avstraliji izdelala aktivno sestavino zdravila za delček cene. Njihov razredni eksperiment je proizvedel 3 vejice 7 grama pirimetamina za $20. V ZDA bi enaka količina stala do $110,000. Toda to ni odvrnilo Shkrelija, da ne bi še naprej predstavljal vseh najslabših nagonov izbrane industrije. Dejal je, da so bili višji stroški, ki jih je uvajal, nujni za inovacije, zaradi visokih stroškov raziskav in razvoja, oziroma R&R. To je bila laž, ker je prav to v središču te zarote. Farmacevtska podjetja naravnost obožujejo pretiravanje stroški raziskav in razvoja. To jim daje priložnost, da na koncu zvišajo ceno svojih zdravil. Ne samo, da so stroški raziskav in razvoja veliko nižji, kot pravijo. Običajno porabijo približno tretjino toliko za raziskave in razvoj vsakega zdravila, kot pa za trženje istega zdravila. Po poročilu RD Myths, ki ga je pripravila potrošniška organizacija Public Citizen, farmacevtska industrija v resnici porabi le petino tistega, kar trdi, da porabi za raziskave in razvoj zdravil. Velik del teh stroškov dejansko krijejo tudi davkoplačevalci. Leta 1995 so znanstveniki, ki jih financirajo ameriški davkoplačevalci, izvedli vsaj 55% raziskovanih projektov, ki so pripeljali do odkritja in razvoja 5 najbolje prodajanih zdravil, glede na podatke Nacionalnega inštituta za zdravje. Velika farmacija rada trdi, da je za razvoj zdravila od laboratorija do trga potrebnih $2,6 milijonov, kar je popolnoma pretirana številka. To temelji na izjemno pomanjkljivi študiji centra Tufts za preučevanje razvoja zdravil, ki ni bil prav nič transparenten glede velikosti vzorca in raziskovalnih metod. Neodvisne raziskave so pokazale, da so medianski stroški za eno uspešno fazo kliničnega preizkušanja verjetno bližje približno $19 milijonom. To je komaj delček celotne kapitalizirane številke, s katero se farmacevtska industrija rada pohvali in upa, da je ne boste podrobneje preverili. Laganje o lastnih stroških za umetno zviševanje cen in dobičkov je popolnoma zavržna taktika. A resnično nevarno postane, ko farmacevtska industrija laže, da bi vas prepričala, da vzamete zdravilo, ki ga v resnici ne bi smeli jemati. Številka 8. Vsi vemo, da imajo zdravila stranske učinke, pri čemer hujše bolezni običajno pomenijo tudi hujše možne posledice zdravljenja. Vsak, ki jemlje zdravila, sprejema premišljeno tveganje in izbira, ali bo raje trpel zaradi simptomov svoje bolezni ali pa se soočil z morebitnimi tveganji, povezanimi z lajšanjem teh simptomov, vsaj kadar so farmacevtska podjetja glede teh tveganj dejansko poštena. Točno to se je zgodilo z Merckom in zdravilom Vioxx proti vnetnim zdravilom. Po podatkih Zveze zaskrbljenih znanstvenikov je Merck uporabljal pomanjkljive metodologije, pristranske do vnaprej določenih rezultatov, da bi pretiraval s pozitivnimi učinki zdravila. To niso ravno skrivne taktike, ki bi jih želeli videti, ko so na kocki resnična človeška življenja. Merck je kršil eno glavnih načel, kako naj bi ta testiranja zdravil potekala. Po testiranju učinkovitosti zdravila Vioxx v primerjavi z učinkovitostjo Naproxena, konkurenčnega zdravila, so vodilni lažno trdili, da ima Naproxen edinstven kardioprotektivni učinek. Kakšne podatke so poskušali skriti s takšnimi korporativnimi triki? No, morda so želeli skriti dejstvo, da je bilo dokazano, da Vioxx poveča tveganje za srčni napad pri bolnikih za približno 400%. In potem je tu še zdravilo proti artritisu, Celebrex, od naših prijateljev pri Pfizerju.
Ljudem, ki so ga prejemali, se je verjetno zdelo kot božji dar in nekaj časa je bilo to dejansko eno najbolj dobičkonosnih zdravil podjetja. To je trajalo do leta 2012, ko se je razkrilo, da je Pfizer izbiral le določene podatke iz testiranj, da bi zdravilo prikazal kot veliko varnejše, kot je bilo v resnici. Čeprav so se smrti povezane s Celebrexom zaradi želodčnih razjed in srčnih napadov pojavile že leta 1999, so jih lažno prikazovali kot nenavadne izjeme, ki niso vredne posebne pozornosti. Vodje so bili ujeti pri dogovarjanju prek elektronske pošte, da bi zagotovili, da so bili podatki prirejeni in prikazani v najboljši možni luči. Morali so plačati več kot $164 milijonov za poravnavo skupinske tožbe vlagateljev po vsem tem. FDA jih je prav tako prisilila, da so prenehali javno promovirati Celebrex v vseh oblikah, čeprav je bilo tehnično še vedno dovoljeno, da ostane na trgu. Morda vas sploh ne preseneča, da te velike korporacije izkrivljajo resnico zaradi denarja, pri tem pa človeška življenja pustijo kot kolateralno škodo. Kar pa bi vas morda presenetilo, je ena izmed skrivnih zarotniških tehnik, s katerimi jim to dejansko uspeva. Številka 7. Kdaj ste nazadnje slišali za velik medicinski preboj v novicah? Kakšno prelomno zdravilo ali zdravljenje, ki je medicinsko znanost popeljalo v drzno novo smer? Če se ne spomnite nobenega po covidu, niste edini. Del razloga za to je, da veliko velikih farmacevtskih podjetij meni, da je boljša odločitev vlagati v posnemovalna zdravila. Ta zdravila, znana tudi kot posnemovalna zdravila, so izjemno podobna že obstoječim zdravilom, le z manjšimi spremembami. Obstajajo koristi me-too zdravil, saj omogočajo manjše, a nujne izboljšave izvirnega zdravila in zagotavljajo širši nabor možnosti za bolnike z zelo individualiziranimi potrebami. Čeprav to vsekakor ni zanemarljivo, so kritiki me-too zdravila obtožili, da so v bistvu kot velika lačna pijavka pritrjena na farmacevtsko industrijo. Nekatere glavne kritike me-too zdravil so, da preusmerjajo raziskave in razvoj v zdravila, ki zgolj širijo ponudbo velikih farmacevtskih podjetij. Številke so precej zaskrbljujoče. Kažejo, kolikšen delež celotne proizvodnje zdravil je namenjen me-too zdravilom namesto inovativnim zdravilom. Več kot 60% zdravil navedenih na seznamu esencialnih zdravil Svetovne zdravstvene organizacije so me-too zdravila. To je še posebej zaskrbljujoče za raziskovalce antibiotikov, kjer vedno preži grožnja okužb odpornih na antibiotike. Nenehen razvoj je potreben, da ostanemo korak pred grožnjo. A to še zdaleč ni najbolj diaboličen trik, ki ga farmacevtska industrija rada uporabi, da zagotovi čim večji dobiček svojih zdravil. Številka 6. Patenti. Zaradi njih je lahko Pfizer zaračunaval visoke cene za svoje cepiva. Martin Shkreli pa je lahko izvedel tisto noro podražitev zdravila Daraprim. Težava, vsaj z vidika farmacevtske industrije, je v tem, da patenti niso večni. V povprečju trajajo le približno 14 let. Nekatere študije so pokazale, da so generične različice zdravil, ki jim je potekel patent, lahko tudi do 95% cenejše. Torej, če želi velika farmacevtska industrija ohraniti svoje cene čim višje, mora najti način, kako umetno podaljšati patente prek njihove običajne dobe veljavnosti. Ta zvita tehnika se imenuje evergreening. Nikoli več ne boste gledali na veliko farmacevtsko industrijo enako, ko boste izvedeli za to. Je vrljivo preprosto. Podjetja nenehno iščejo nove patente za presenetljivo majhne spremembe izvirnega zdravila. Recimo, da dodajo novo sestavino, kot pri zdravilih me-too, o katerih smo prej govorili, ali pa ga predstavijo v novi dozi ali na nov način jemanja, naprimer iz injekcije v inhalacijsko obliko ali tableto. Znotraj industrije velika farmacija temu rada pravi upravljanje življenjskega cikla, čeprav bi bolj pošten vzdevek bil upravljanje cen. Tudi če so patenti izpodbijani, podjetja to ne moti. Na vsezadnje, medtem ko zapravljajo denar za pravne bitke, lahko še vedno prodajajo svoje zdravila po ceni, ki velja za patentirana zdravila. Njihov računovodski oddelek je verjetno že naredil analizo stroškov in koristi. Ti pravni stroški so kaplja v morje v primerjavi s tem, kar zaslužijo, dokler se te bitke še odvijajo. Dr. Joel Lekshin, profesor na šoli za zdravstveno politiko in upravljanje na Univerzi York v Torontu, je dejal: Običajno, ko umetno podaljšujete patentno zaščito, ne gre za kakšno pomembno terapevtsko prednost. Gre za ekonomsko prednost podjetja. Umetno podaljševanje patentne zaščite je javna skrivnost. To je prav tista zakonita, a grozna tehnika, ki škoduje revnim in bolnim, a razveseljuje delničarje podjetja. Kaj pa takrat, ko znanost deluje proti interesom velikih farmacevtskih podjetij in oni to poskušajo pomesti pod preprogo?
Številka 5. Ali temu sploh lahko rečeš zarota, če nimaš zlobnih korporativnih sil, ki grozijo žvižgaču, da bi ga utišale? Točno to se je zgodilo doktorju Johnu Busu, ko je odkril, da je zdravilo za sladkorno bolezen Avandia, ki ga ima v lasti GlaxoSmithKline, povzročalo srčne bolezni pri bolnikih med kliničnimi preizkusi. Leto je bilo 1999. Doktor Buse pa je delal na Univerzi Severne Karoline, ko je prišel do svojega odkritja in objavil svoje ugotovitve. To je skoraj takoj sprožilo grožnjo s tožbo strani GlaxoSmithKline, ki bi uničila kariero doktorja Busa in ga finančno pogubila. Moški z raziskovalčevo plačo nikoli ne bi mogel se pravno kosati s farmacevtskim velikanom. Grozitve so bile tako velike, da je Buse moral podpisati pismo, ki ga je pripravilo podjetje in je diskreditiralo njegove ugotovitve. V pismu je pisalo, da so bili podatki vzeti iz konteksta in da bi bile za kakršenkoli dokončen dokaz potrebne nadaljne raziskave. Ampak glejte, nadaljne raziskave so potrdile prav to, kar je Buse govoril. Avandia je bila res izjemno nevarna. In kot posledica vsega tega je FDA zahtevala odpoklic vse Avandije. Leta 2010 je GlaxoSmithKline vedel, da njihovo zdravilo uničuje srca ljudi, vendar je prinašalo dobiček, zato so to informacijo zadrževali 11 let. Kdo ve, koliko življenj so uničili, medtem ko so pobirali milijone, če ne milijarde dobička. Prikrikanja, kot je to, so prava nočna mora. Vendar se lahko spomnimo izdelka, ki je dejansko prišel na police in je na nek način še bolj strašljiv kot vse to. Številka 4. Tukaj sta dve besedi, ki res ne bi smeli biti skupaj. Otroški puder in azbest. Toda zelo raznoliki ameriški farmacevtski velikan Johnson je ti dve stvari združil. In na to so skrivali dejstvo, da so za to vedeli in da je to desetletja ubijalo ljudi. Poročila o mezoteliomu. Redki in izjemno agresivni obliki raka so se začela pojavljati pri ženskah, ki niso bile izpostavljene azbestu na delovnem mestu. Zato so se ljudje začeli spraševati, kaj je tukaj skupnega. Le redki bi pričakovali, da je krivec talk onesnažen z azbestom, razen Johnsona samega. Vsaj v treh testih, treh različnih laboratorijev med letoma 1972 in 1975 so v njihovem talku našli azbest in se preprosto odločili, da rezultate skrijejo. Človeška cena tega je resnično grozljiva. Več kot 11.000 ljudi trdi, da je Johnsonov otroški puder vzrok za njihov rak. To vključuje na tisoče žensk, ki posebej trpijo zaradi agresivnega raka jajčnikov. Nekateri izmed teh ljudi so bili verjetno prvič izpostavljeni kot dojenčki, vse zaradi pohlepa velike farmacije. Tokrat je pravni sistem vsaj delno dal prav žrtvam velike farmacije. Johnson so bili prisiljeni plačati $40 milijonov ljudem, ki so zaradi njihovega okuženega smukca zboleli za rakom. Da bi to presegli, bi potrebovali nekaj resnično zlobnega. Veste, kot dokaz, da je bila farmacevtsko podjetje, ki še vedno deluje, del najhujših zločinov nacistov. No, imamo nekaj novic za vas. Številka 3. Podobno kot japonska korporacija Green Cross, je Bayer, ustvarjalec aspirina in mnogih drugih znanih zdravil, zelo staro podjetje. Natanko 162 let. Tako kot japonsko podjetje Green Cross so bili nekateri Bayerjevi napredki na področju medicine doseženi s pomočjo zavezništev z nekaterimi najhujšimi vojni zločinci druge svetovne vojne. To ni zgolj primer velikega podjetja, ki bi bilo tiho sokrivo nacističnega režima zgolj zato, ker je takrat delovalo v Nemčiji. Bayer je bil kot del konglomerata IG Farben dejavno udeležen v nekaterih najhujših grozodejstvih, ki so jih nacisti kdajkoli zagrešili. Vse to zgolj zaradi lastnega obogatitve. Plačevali so honorar zdravniku SS Helmutu Veterju, da je preizkušal zdravila kot je rutenol na zapornikih v koncentracijskih taboriščih Auschwitz, Dachau in Gusen. Veter je bil človek tako zavržen, da so ga Američani po vojni sodili in obesili zaradi njegovih zločinov. Pomagali so mu tudi Eduard Werth in Friedrich Andres, ki sta zdravila Bayer preizkušala na ženskah, ki so jih namerno okužili s tuberkulozo in davico v bloku 20 v Birkenau. Spreminjanje teh nedolžnih ljudi v človeške poskusne zajčke je bilo le nekaj običajnega. Njihova večja vpletenost kot del IG Farben je pomenila, da so nadzorovali judovsko suženjsko delo v nacističnih tovarnah. Posebej zanimiva za Bayer je bila kemična tovarna v Auschwitzu. Osebno jo je nadzoroval višji direktor Bayerja in verjetno so tam proizvajali kemikalije za Bayerjevo farmacevtsko dejavnost. Leta 1995 je takratni generalni direktor Bayerja, Helga Weimar, javno ponudil opravičilo za vlogo svojega podjetja pri izvajanju človeških poskusov in suženjskega dela med holokaustom. Ta video je dokazal, da ima veliko farmacevtskih podjetij zelo temačno preteklost, vendar radi vztrajajo, da so se popravili in iz svojih omar odstranili okostnjake. Danes, če naredijo kaj slabega, je to le nesreča, kaj ne?
No, razen če. Številka 2. Eno najbolj nevarnih farmacevtskih podjetij vseh časov je bilo zloglasno podjetje Purdue Pharma, ki je bilo v lasti in pod vodstvom družine Sackler. Kot arhitekti ameriške opioidne epidemije so verjetno odgovorni za več smrti skupaj kot vsi serijski morilci v zadnjih 200 letih skupaj. In za vse to je zaslužna eno samo zdravilo – Oxycontin. Oglaševali so ga kot manj zasvojljivo alternativo drugim protibolečinskim zdravilom na trgu. Toda Purdue je vedel, da to ni res. Zavedali so se, da ga ljudje drobijo in šmrkajo kot močno in nevarno rekreativno drogo. Ni jih zanimalo. S tem so lahko zaslužili. Ni bilo pomembno, koliko trupel je bilo treba zložiti, da bi to dosegli. New York Times je razkril dokument Ministrstva za pravosodje, ki je nedvoumno dokazoval, da je Purdue vedel za rekreativne uporabnike oksija že leta 1996. Glavni pravni svetovalec podjetja Purdue Pharma, Howard R. Udall, je v začetku leta 1999 napisal drugemu uradniku podjetja, citiram: "Pravzaprav smo na internetu zaznali omembe zlorabe naših opioidnih izdelkov." V javnosti so trdili popolno nasprotje, medtem ko so agresivno tržili tablete. Leta 2007 je Purdue priznal krivdo za napačno označevanje zdravila. Toda do takrat je bil duh že zdavnaj izpuščen iz steklenice. 100 tisoče ljudi je umrlo zaradi opioidne epidemije. Težko tega ne povezati s to eno grozno, kruto, pohlepno zaroto. Čeprav se sliši slabo, obstaja še en popolnoma obremenjujoč dokaz. Prvič. Kljub opravičenim etičnim pomislekom se zdi, da sta biotehnologija in genska terapija vse bolj prihodnost medicine za ogromno število bolezni. To je kot znanstvena fantastika, vendar bi bilo to morda nekoč mogoče, če bi bilo vanjo vloženega dovolj denarja za raziskave in razvoj. Ljudje bi lahko bili popolnoma ozdravljeni bolezni in obolenj, namesto da bi jih zdravili simptomatsko. To je pritegnilo pozornost nekaterih velikih imen. Ko je razmišljala o vlaganju v ta podjetja, je Goldman Sachs vprašala: ali je ozdravljanje bolnikov trajnostni poslovni model? To je dejanski citat iz Goldman Sachsovega poročila o biotehnoloških raziskavah. To je del daljšega citata analitika Salvina Richterja, ki je dejal, citiram: "Takšna zdravljenja ponujajo povsem drugačen pogled glede ponavljajočih se prihodkov v primerjavi s kroničnimi terapijami. Čeprav to prinaša izjemno vrednost za bolnike in družbo, bi lahko predstavljalo izziv za razvijalce zdravil, ki iščejo stalen denarni tok." Da poenostavimo vso to poslovno žargonsko govorico, Richter v bistvu pravi: zakaj bi ljudem dovolili, da si zdravje kupijo, če jih lahko prisilite, da ga najemajo? To so enake sumljive poslovne taktike kot naročnine na pretočne storitve in videoigre kot storitev, le da se namesto z vašo zabavo in razpoložljivim dohodkom igrajo z vašim življenjem. In če so to pripravljeni povedati na glas, si sploh lahko predstavljate, kaj še skrivajo. Bi radi še več kemičnih grozot? Preverite, kaj fentanil naredi vašemu telesu, ali pa si raje oglejte to.